Prijaznejši digitalni obrazci, zahtevki in aplikacije, izobraževanje za digitalizacijo in poenotenje standardov so trije ključni prednostni ukrepi za hitrejšo digitalizacijo malega gospodarstva, ki so jih izpostavili gospodarstveniki na letošnjem 6. vrhu malega gospodarstva. V zadnjem času smo priča zelo velikemu porastu števila digitalnih obrazcev, s katerimi poslujemo oziroma komuniciramo z državnimi inštitucijami. In pohvalno je, da se država razvija v tej smeri. Pričakujemo pa, da bi znotraj same države prišlo do večje komunikacije med samimi organizacijami, se pravi, da bi se podatki, ki so vnešeni na enem mestu, lahko podajali tudi drugim organizacijam, kar bi pomenilo potem tudi, da bi nam olajšali delo v tej smeri, da bi oddajali manjkrat. Najprej je potrebno ljudi usposobiti za osnovno dejavnost, ki jo podjetje upravlja. Potem, ko to dejavnost osebje oziroma sodelavci osvojijo, se potem seveda fokusiramo zelo specifično, se pravi strokovno, na točno neko določeno področje. Kaj bo prinesla prihodnost? Vsekakor gre svet v digitalizacijo. Jaz verjamem seveda, da je poleg tega potrebno tudi gledati tudi človeški faktor, ki je vedno prisoten, in programska oprema sama mora biti namenjena človeku in ne obratno. V Sloveniji je največje število malih podjetij, specializiranih in izredno kvalitetnih na svojih področjih. Če hočemo skupaj ustvariti nove produkte, to se pravi ne samo eno podjetje za nekoga, se moramo vsi zavedati, kateri standardi na teh področjih obstajajo, in na ta način smo lahko povezali poslovanje, lahko bomo povezali produkte, ki jih izdelujemo, in hkrati smo lahko vključili dobavne verige teh velikih multinacionalk, ki zahtevajo tudi neke vrste standardizacijo. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Kantarutti je predstavil prednostne ukrepe Vlade Republike Slovenije za obdobje 2017-2018. Glavni poudarki so: izboljšanje poslovnega okolja, odprava administrativnih ovir, nekako rdeča nit in našega ministrstva in celotne vlade, dostop do virov financiranja, razvoj raziskave, inovacije kot ključni ukrepi, ključni programi našega ministrstva in nenazadnje internacionalizacija. Vrh malega gospodarstva je 16. maja 2017 organizirala Gospodarska zbornica Slovenije. Udeleženci so se najprej srečali na hitrih poslovnih zmenkih, na katerih so spoznavali potencialne nove poslovne partnerje in tako tkali nove poslovne vezi. Kako kot bodoča podjetnica ocenjujete današnje hitre poslovne zmenke? Ja, odlično. Kot prvo je to odlična vaja, kot drugo v bistvu se naučiš pravilno izražati. Danes vemo, ne, res tista minuta je, ko moraš povedati, da stranko prepričaš, da bi nekaj od tebe kupila, ne. In dejansko v bistvu se na ta način gradi tudi osebna integriteta, tako da danes je bilo odlično. Meni je to izjemno dobra priložnost za spoznavanje novih poslovnih partnerjev, nova priložnost za posel. Tako da izjemno dobra ideja. Kako pa vi ocenjujete današnje hitre poslovne zmenke? Koristna in zanimiva zadeva. Sam sem dobil kar nekaj dobrih kontaktov in mislim, da bi takih dogodkov moralo biti več. Super dogodek, zelo dobro je videti, kako gospodarska zbornica pomaga malim podjetjem in velikim podjetjem, da se povežejo, da najdejo skupne točke sodelovanja. Tudi sami zelo dobro sodelujemo z gospodarsko zbornico, tako da res same pohvale. Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije pa je ob koncu srečanja, ki se ga je udeležilo več kot 200 predstavnikov mikro, malih in srednje velikih podjetij, dejal: Dovolite, da to zaključno misel, da prihajamo v digitalno dobo, v kateri bo pa še kako pomembno, da bomo razvijali tudi analogne kompetence, ohranimo tudi kot vodilo delovanja Gospodarske zbornice Slovenije v prihodnje. Naj bodo te izglasovane prioritete in drugi današnji predlogi smerokaz za naše prihodnje delovanje, pa tudi za naše sodelovanje z predstavniki vlade in seveda celotno družbo v Sloveniji.